Naša naslednja predavateljica je dr. Ivanka Zajec-Cizelj, arhivska svetnica v pokoju, ki se raziskovalno ukvarja širokim naborom tem, ki so geografsko vezana na širše celjsko območje, med obdobjem od srede 18. stoletja do druge svetovne vojne. Danes pa nam bo predstavila prehranjevanje ilegalcev in kurirjev ter ilegalna imena hiš na območju občine Velenje med drugo svetovno vojno. Izvolite. Torej, jaz bom bolj kratka. V bistvu me je k temu prispevku pripeljal nek dokument, ki sem ga našla v dokumentaciji Zveze borcev Velenje. In sicer so to naj bi zbirali podatke, tudi v okviru Zveze borcev so zbirali podatke oziroma ustne vere o dogajanjih med narodno-osvobodilno borbo. Je pa to edini dokument, tovrstnik, na katerega sem naletela in izgleda, da v bistvu zaradi tega tudi toliko bolj pomemben, ker kaže sicer eno res majhno zgodovinsko dogajanje, ampak vsekakor zanimivo. Najprej bi pa pogledali v bistvu, kak je bilo skrb za hrano, ker je bila pomemben del slovenskega partizanskega gospodarstva. V začetku je bilo to bolj spontano, oziroma so se znašli pač partizanske enote oziroma njihovi intendanti na terenu, da so si sami zbirali, potem pa je bilo to urejeno. Julija 1943 so to skrb prevzeli odbori Osvobodilne fronte oziroma njihove gospodarske komisije, jeseni 1944 pa narodno-osvobodilni odbori oziroma gospodarske odbori v okviru teh. To je sicer v Ljubljanski pokrajini zelo dobro funkcioniralo, medtem ko na Štajerskem pa ni to najbolj zaživelo. Kako do hrane? Za partizanske enote in bolnišnice je bilo sicer najbolj idealno, če so hrano dobili prostovoljno, sicer pa so se oblikovali 4 načini pridobivanja hrane. To je bil prostovoljni odkup, to so revnejšim kmetom so plačali z denarjem, bogatejšim pa z obveznicami ali boni. Prisilni odkup, to je bil takojšnje plačilo z denarjem, potem rekvizicija je bilo takojšnje plačilo z boni oziroma obveznicami in konfiskacija, to je bila pa zaplemba. To naj bi se pa v bistvu zaplenjevalo, zaplenil naj bi pa samo na osnovi izreka sodbe zaradi izdajstva oziroma sodelovanja z okupatorjem. Sicer to, jaz sem za diplomsko nalogo delala partizansko gospodarstvo v ribniškem okrožju in je iz dokumentov razvidno, da ni bilo zmeraj pač ni bilo zmeraj te sodbe, da so si včasih tudi brigade same pač izvolile to in šle zapleniti stvari, ki so jih rabile. To je ena kuhna, možem kar naprej. Je bilo pa tudi tako, da iz ustnih virov delala sem to nalogo v bistvu na podlagi bolj ali manj tudi ustnih virov in sem govorila z enim intendantom in on mi je potem razložil, kako so v bistvu, kak je potekalo to, da so prišli do hrane. Najprej so po hišah popisali vse, kar so imeli, potem so to poslali na okraj, na okraju so jim pa potem povedali, kaj mora kdo dati. In potem je bila pa 4-članska ekipa in ti so šli po hišah, da so potem tisti
prevzeli. Postopek je bil pa tak, da so vse člane družine so se usedli za mizo, eden jih je stražil, ostali so šli pa z gospodarjem in so pobrali te stvari. Stvari, ki so pa jih pobrali, so pa shranjevali v svojih skladiščih ali pa pri zanesljivih ljudeh. Je pa tako, da popisovali so hrano, živali, od živali pa niso popisovali kokoši in zajcev. Bolj zanimivo je pa to, no, kar se tudi na moj prispevek bolj teži, je pa prehrana posameznih borcev, ilegalcev in kurirjev. To v dokumentih jih pač imenujejo prihajajoče partizane, tudi tiste, ko so premestili ali pa posamezne ranjence, ko so jih tudi preselili. In za te so bile leta 1944 organizirane prehranjevalne baze. Tam, kjer pa prehranjevalnih baz ni bilo, so pa za hrano skrbeli terenski aktivisti. Zdaj pa, kar se tiče v bistvu teh ilegalnih imen, aktivisti, ki so imeli stike z domačini, so morali biti izredno previdni, poskrbeti tako za svojo kot tudi za varnost svojih sodelavcev. Poudariti je potrebno, da bolj kakor sovražnik sam so bili nevarni domačini, tisti, ki so simpatizirali z okupatorjem, ker so poznali ljudi in je hitro lahko kaj prišlo ven. Vsaka pomoč partizanom je bila pa kruto kaznovana. Zato so pa aktivisti na terenu zase in za svoje podpornike sodelavce uporabljali lažna ilegalna imena. Popularno so jim rekli tudi partizanska, to je poznavljal ožji krog ljudi. So pa označevala posamezne karakterne in druge lastnosti posameznika, družine, njihove dejanja in navade. Jaz v bistvu tu se samo pri predstavitvi samo ta imena omenjam, ko so v bistvu povezana s hrano, v prispevku pa predstavim ves dokument. Tako da, kot vidimo pri prežgani juhi, tu so pač dobili prežganko pri marmeladi, potem pri grozdu, pri špagi, to je zanimivo, da so tam dobili šnops, ki je tekel kot špaga. Pri dobri mamici ta izraz se uporablja večkrat. Potem pri bobovcu, tu so dobili pač jabolka sorte bobovec. Se veste, kot prav tiste, eno jabolko na dan odžene zdravnika stran. To se pravi, da so bili kar zdravi. Potem pri zimskih čerešnjah in to je bilo v bistvu vse. O viru sem že povedala, zdaj bi pa pač se bo šlo. Kako si je pa naš scenarist predstavljal to, kako so prišli partizani do hrane. To je izsek iz Snejoči Petra.
No in to bi bilo vse, več si boste pa lahko prebrali v prispevku. Hvala.